Kaj je kolonoskopija? Knjižica je namenjena osebam, pri katerih obstaja možnost bolezenskih sprememb na črevesju. V program Svit boste vključeni do svojega 74. leta starosti, zato knjižico shranite. Debelo črevo in njegovo delovanje. Debelo črevo je zadnji del prebavne cevi. Konča se z danko. Debelo črevo je nadaljevanje tankega črevesa in je dolgo 1,5 m. V debelem črevesu se zbira blato. Z njim izločamo prebavljeno hrano iz organizma. Hrana, ki jo pojemo, se hitro pomika skozi tanko črevo. Dalj časa ostane v debelem črevesu. Tu se hrana pregnete in zgosti. Ostanke hrane izločimo. Zdravo debelo črevo je pomembno za naše splošno počutje. Normalno odvajanje blata je pomembna naloga prebavnega trakta. Če se pojavijo težave, se morate pogovoriti z zdravnikom. Ni potrebno, da vam je nerodno. Endoskopija je preiskava, pri kateri s posebnim medicinskim pripomočkom, ki se imenuje endoskop, pregledamo notranjost človekovega telesa. Pregled danke se imenuje rektoskopija. Pregled debelega črevesa se imenuje kolonoskopija. To je metoda, s katero odkrivamo bolezenske spremembe na debelem črevesu in danki. Z njo natančno pregledamo sluznico debelega črevesa in odvzamemo tkivo za podrobno preiskavo. Kolonoskopijo opravi zdravnik s pomočjo upogljive cevi. Slika notranjosti črevesa se pokaže na zaslonu. To zdravniku omogoča, da pregleda celotno debelo črevo in danko. Pred pregledom je nujno izprazniti in očistiti črevo. Pri tem si pomagamo z odvajali. Med samim pregledom lahko zdravnik odstrani polipe. Če zdravnik opazi tumor, odvzame delček tkiva za nadaljnjo preiskavo. Ta postopek se imenuje biopsija. Tkivo natančno pregledajo in ugotovijo, ali je rak na debelem črevesu ali ne. Če je izvid normalen, se preiskavo ponovi čez 10 let. Ta čas je lahko tudi krajši. O tem odloča zdravnik na podlagi izvidov. Rak na debelem črevesu se ne razvije pri vseh enako. Zato je potrebno ves čas spremljati delovanje in biti pozoren na spremembe. Če so težave v trebuhu hude, pojdite takoj k zdravniku. Kolonoskopijo izvajajo v bolnišnicah in ambulantah. Preiskava običajno ne boli, res pa je malo neprijetna. Pregled organizira center Svit skupaj z vami. Kaj lahko pokaže kolonoskopija? Če je v blatu kri, to pomeni, da je prišlo do bolezenskih sprememb. Zdravnik s kolonoskopijo ugotovi te spremembe. S kolonoskopijo zdravnik lahko odkrije črevesne polipe, hemoroide, kronične vnetne črevesne bolezni, tumor. Kaj je črevesni polip? Polip je tkivna tvorba, ki nastane iz sluznice in štrli iz črevesja. Majhni polipi ne delajo nobenih težav. Če polipi delajo težave,
pride do krvavitve iz črevesa. Velik polip lahko povzroča hude krče, bolečine v trebuhu, hudo zaprtost. Strokovnjaki zato svetujejo, da se polipe odstrani, ker rak skoraj vedno nastane iz polipov. Polipe največkrat odkrijejo pri osebah, starejših od 50 let. Odstranijo jih že med preiskavo. S tem je zdravljenje končano. Če so polipi večji ali pa se kaže že rak, je potrebno nadaljnje zdravljenje. Kronične vnetne črevesne bolezni. Najpogostejši kronični vnetni črevesni bolezni sta ulcerozni kolitis in Crohnova bolezen. Pri teh bolnikih je nevarno, da se razvije rak. Pri njih je potrebno kolonoskopijo ponoviti večkrat. Tumor. Tumor nastane, ker se celice v debelem črevesu ali danki delijo. Poznamo dve vrsti tumorjev. Nezločesti ali benigni. Zločesti ali maligni. Nezločesti tumorji ne delajo težav. Ko jih odstranijo, se običajno ne pojavljajo več. Zločeste tumorje imenujemo rak na debelem črevesu in danki. Ker se rak lahko širi tudi na druge organe v telesu, nastanejo metastaze. Rakave spremembe moramo odkriti čim bolj zgodaj, ker jih lahko uspešno zdravimo. Zakaj se pojavi rak na debelem črevesu in kaj ga povzroča? Vzrok za nastanek te bolezni še ni popolnoma jasen. Raziskave kažejo, da se rak razvije zaradi dednosti ali vpliva okolja. Rak najpogosteje nastane pri osebah starejših od 50 let. Zato zdravniki svetujejo, naj take osebe opravijo preglede. Na razvoj bolezni vpliva hrana, alkohol, kajenje, nezdravo življenje. Mesna in mastna hrana se ne priporočata. Prehrana mora biti različna. Jesti je potrebno veliko sadja in zelenjave, ki vsebujejo vlaknine. Vlaknine so pomembne, ker vežejo nase škodljive snovi. Vlaknine povzročijo hitrejše iztrebljanje. Če se črevo hitreje prazni, manj škodljivih snovi vpliva na sluznico. Črevesni polipi so skriti, zato jih je potrebno čim prej odkriti in odstraniti, da se ne razvije rak. Tudi nekatere dedne bolezni lahko povzročijo raka. Če je kdo od sorodnikov imel raka, obstaja nevarnost, da tudi sami zbolimo. Kako poteka preiskava? V ambulanto, kjer ste naročeni na preiskavo, morate vzeti naslednje dokumente. Zdravstveno kartico, dokumentacijo in navodila, ki vam jih je dal vaš osebni zdravnik. Izpolnjen vprašalnik za pripravo na preiskavo. Zdravila, ki jih jemljete zaradi drugih bolezni. Pižamo in druge stvari za osebno higieno, vendar le, če ste dogovorjeni, da boste prenočili v bolnici. Med preiskavo boste ležali na boku ali na hrbtu.
Med preiskavo vam bo zdravnik v črevo napihoval zrak, da bo bolje videl črevesno sluznico. Lahko se vam pojavi neprijeten občutek napetosti, pretakanja ali krči. Če se pojavijo bolečine, to povejte zdravniku, ki vam bo takoj pomagal. Med preiskavo bo zdravnik mogoče odstranil polipe, odvzel vzorec tkiva, ustavil krvavitve in podobno. Ali je kolonoskopija lahko nevarna? Preiskava običajno poteka nemoteno. Lahko se pojavi krvavitev, če odstranijo polipe, ki pa se hitro ustavi. Izjemoma lahko pride do predrtja črevesa. V tem primeru je potrebna operacija. Zelo pomembno je, da na preiskavo pridete s čistim črevesom, da ne pride do zapletov. Po preiskavi. Po koncu preiskave vam bo zdravnik povedal, kako je preiskava potekala. Posebej vam bo povedal, ali je opazil kakšne bolezenske znake, ali je odstranil polipe, ali je odvzel tkivo za nadaljnjo preiskavo. Če bo z vašim črevesom vse v redu, boste novice veseli. Če vam je odvzel tkivo, morate počakati na rezultate te preiskave. Odvzem tkiva ne pomeni, da imate raka. V tem primeru se zdravnik samo želi prepričati, ali je tkivo zdravo. Na kaj morate biti pozorni po preiskavi? Zapleti pri preiskavi so zelo redki. Vseeno bodite pozorni, če se pri vas pojavijo naslednje težave. Huda bolečina v trebuhu, močnejša krvavitev iz črevesa, majhna izgine sama. Povišana temperatura, mrzlica. V teh primerih takoj obvestite zdravnika. Krvavitev se lahko pojavi še nekaj dni po odstranitvi polipa, zato pozorno opazujte blato. Dodatna pojasnila. Če imate kakršnokoli vprašanje, nas lahko pokličete v naš klicni center na 01 62 04 522 ali pošljete SMS v klicni center za osebe z okvaro sluha od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure. Lahko nam pošljete elektronsko pošto na naslov info@program-svit.si ali pošljete faks na 01 62 04 529. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja. Podrobneje o programu Svit si lahko preberete na spletni strani www.program-svit.si.